Danes nas je malo več, kar nas veseli, ker imamo 2 mitinga več. Seveda v sklopu lige je 8 tekmovanj, 6 mitingov in državno prvenstvo ter atletski pokal Slovenije. Tekmovanja bo veliko, olimpijska sezona je in naši organizatorji so zagotovo že pripravljeni za vso organizacijo mitingov, ki jih pričakuje. Z nami so danes predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar, direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Raša, vsi organizatorji in zmagovalka lige leta 2019 in zmagovalc lige leta 2020, Maja Mikalinec in Kristjan Žek. Predajam vam besedo predsedniku in potem še direktorju. Hvala lepa, Marija. Spoštovani mediji, dragi kolegi, najboljša v lanskem letu, Maja in pa naš, bom rekel, naš kolega, ki pravzaprav res preseneča iz dneva v dan in smo seveda veseli, da je tudi Kristjan z nami. Ni skrivnost, da je zame tukaj v sobi pravzaprav krem de la krem naše slovenske atletike. Zakaj? Tisti klubi, tisti trenerji, tisti šefi, ki delate tekme, ste srce naše Atletske zveze Slovenije. Jaz se vam iskreno zahvaljujem in dokler bom predsednik, boste imeli vso podporo z moje strani, tudi v tem mandatu, ker to pomeni, da se trudite, tega mi ne moramo sami narediti, seveda zato tudi sredstva vlagamo v ta segment. V največjem veselju mi pa predvsem to, da smo vklopili celo 2 nova mitinga v to našo ligo, tako da z nami bo 10 tekmovalnih dni skupaj, 2 od teh sta dvodnevna, prvi z nami pa Ptuj in pa Maribor Štajerska, ker Maribor, drugi Maribor Poljane je tu z nami tudi že lani. Kar pomeni, da seveda Atletska liga Slovenije, Telekom Slovenije raste in pridobiva na pomenu. Lahko vam povem, da smo v času ene najhujših kriz, vrednot in pa zdravstvenih kriz, kljub vsemu dobili že v januarju tudi našega generalnega sponzorja in nas seveda pri tem podpira, ker ni nepomembno, nam za to čestitajo in s tem jaz čestitam tudi vam. To pomeni, da delamo dobro delo in Liga Telekom Slovenije se nadaljuje tudi v letošnjem letu in sem prepričan, da jo bomo uspeli pripeljati skozi cel mandat. Tako da 27. maja se vidimo na Ptuju, prvič z nami, ga lepo pozdravljam, predsednika Ptuja, atletskega kluba, potem 29. maja atletski miting Slovenska Bistrica, pozdravljen tudi z nami, potem prvenstvo Slovenije za člane in članice v Kranju, je kar dvodnevni seveda dogodek, to je 5. 6. juni, 9. juni mednarodni atletski miting v Mariboru, 8. memorial Iztoka Ciglariča, pozdravljam Sebastiana in poznam tudi Helga, potem je 1. in 2. julij vklopljen v to našo Ligo Atletski pokal Slovenije za člane in članice v Velenju, dvodnevni dogodek, potem sredi poletja, 14. julij, že tradicionalno, 32. atletski miting v Novem mestu. Gospod Princ, oziroma vodja tega pogona, je vsako leto z nami, sem zelo vesel. Potem 5. septembra, mednarodni miting v Mariboru, kot sem rekel, memorial, ki je Nimija, je pravzaprav nov z nami in sem zelo vesel in z nami pozdravljam kolega predsednika atletskega kluba Štajerska, potem pa 17. novembra zaključek, mednarodni atletski miting Ljubljana, 16. memorial Matica Šušteršiča in pa Patrika Cvetana, z nami pa Albert Šoba, ki je tudi vodja stroke in zelo, zelo velika pomoč v tem mandatu Atletski zvezi Slovenije. Z moje strani je to dovolj. Jaz vam samo lahko povem, da nagradni sklad se vzdržuje, ga bomo probali še nadgraditi, ker je pomembno, da, bom rekel, nagrajujemo tudi naše atlete in atletinje, ki Kristjanu in pa Maji želim, da zmagata, ampak da imata zelo trdo konkurenco, da vam pihajo za vrat, oziroma tebi, da tečejo z hrbtom, tebi pa, da kdo tudi vrže čim dlje, da boš imel konkurenco. Medtem, ko se pa pisarni seveda zahvaljujem za
vso podporo, ki so jo nudili. Tako da izvolite, beseda, izvoli Marija. Da izpostavimo še nagradni sklad. Skupni nagradni sklad je 37 000 evrov. Za posamezna tekmovanja bo nagrajenih na vsakem mitingu 8 najboljših v ženski in moški konkurenci, in sicer 500, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 evrov. To je to, potem pa skupna nagrada, še dobijo pa najboljši 4 v moški in ženski konkurenci, in sicer 2000 evrov, 1500, 1000 in 500. Po vsakem tekmovanju, prvi delovni dan po tekmovanju bo tudi na naši spletni strani posodobljeno samo točkovanje, se pravi, da bo prvi delovni dan po tekmovanju se bo točno vedel, kdo je trenutno najboljši oziroma kdo so najboljši. Kot je rekel Roman, bojo vsa tekmovanja pokrita z live streamom. Na tekmovanjih bo tudi ekipa, ki bo posnela video material tudi za socialna mrežja, medtem ko bo vsa tekmovanja tudi pokrita z našim uradnim fotografom. Teda, kar se tiče slikovnega video materijala, bomo tu sigurno še na višjem nivoju, ko smo bili pretekla leta. Teda, to je z naše strani vse. Zdaj predajam. Hvala lepa. Letošnja liga se niti ne začne tako, kot se prejšnja leta v Slovenski Bistrici. Prvič bo v ligi atletski miting v Ptuju, ki bo imel v bistvu ta privilegij, da bo najboljši slovenski atlet v bistvu svojo olimpijsko sezono odprl prav na Ptuju. Kaj pa nam še pripravljate za Ptuj? Z nami je tudi Aldo Ilešič, predsednik atletskega kluba Ptuj. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je že Marija omenila, smo dolgi en privilegij, smo ga vzeli Bistrici, upam, da niso preveč jezni, da smo se tukaj vrnili. Za mene, odkar sem prevzel funkcijo predsednika na Ptuju, je bilo jasno, da želimo organizirati najvišji rang tekmovanj v Sloveniji. Povrhu, če so še ta mednarodna, še toliko boljše. Navsezadnje, zaradi Kristjana se tudi čutim dolžen kot klub, da mu to tudi omogočimo na domačem terenu, da celotno slovensko atletsko javnost usmerimo na Ptuj, takrat, ko on meče. Ni pa samo vse skupaj okrog Kristjana, imamo še tudi Veroniko Domjan in ostale atlete na Ptuju. Po vrhu pa tudi vse ostale slovenske atlete, ki si želim, da bo Ptuj postala v bodoče ena stalnica vrhunskih tekmovanj. Dejstvo je, da smo prvič, da se še veliko učimo. V času mojega predsedstva mislim, da smo organizirali zdaj se skupaj 6 tekmovanj. Gre nam vedno boljše, sigurno še bomo naredili napake, daleč od tega, da bodo stvari popolne, ampak se tega ne bojimo, ker v meni imamo ljudi, ki to že delajo, oziroma v klubi, ki to že delajo 21 let, pa da imamo nam je še mogoče tam kaj dovoljeno, če bomo kje malo mimo kliknili. Drugače pa, kar se tiče prihoda tujih atletov oziroma nekih nepoznanih imen, vam v tem trenutku podrobnosti še ne morem razkrivati, ker je to zelo živa stvar, sploh po lanskem letu. In mislim, da ponedeljek, torek bo dokončno jasno, kdo bo prišel, kdo ne bo prišel. Lahko vam rečem, da je bil cilj po trenutno najboljšem zametu diska Poštalo, žal za financami nismo mogli tega zagotoviti. Bomo pa zdaj te finance probali preusmeriti v druge atlete. Lahko se pohvalim v sodelovanje z Slovensko Bistrico, ki nam bo pomagala pripeljati nekaj atletov, ki bo pri njih, tako da jim bomo zagotovili vse potrebne nastanitev in stroške, da pridejo s tem, to si bomo lahko celo podelili. Kar mislim, da je v bodoče tudi en model za druge organizatorje, da lahko čim več iztržijo iz atletov, ko pridejo, pa potem tudi za njih malo bolj mamljivo vse skupaj. Nagradam bomo tudi, kot je v razpisu vidno nekaj dodali, ko pa še bo jasno, koliko od budžeta bo ostalo, bomo pa z veseljem še to dodatno povečali nagrade, ko mislim, da se ne bo nihče pritoževal na koncu, če bo še kaj več možno. Kar se pa tiče samega mitinga, pomen mitinga, eno je, da smo na klubu na Ptuju želeli imeti miting v atletski ligi, drugo pa je, da je to tudi povezano z našim pokojnim Robertom Prelovom, ki smo ga izgubili lansko leto, ki je bil res zvest član upravnega odbora in na nek način pozitivno srce in duša kluba. In njemu v čast nam to daje še toliko večji zagon, ker res vemo, kakšna gonilna sila je bil pri vseh organizacijah tekem in nam je res v
ob sponzorji, ki so poznani tudi v Atletski zvezi, je lahko izpostavljen Vzajemno pa Press Clipping, s katerimi tudi že mi odprej sodelujemo, tako da to rečemo temu dvojni efekt za te sponzorje. Vse ostalo pa bom rekel tako, veselimo se dogodka, še več se bomo veselili vseh feedbackov, da bo lahko naslednjo leto še boljše in se vidimo na Ptuju. Za vse ostalo vprašanja se lahko na voljo. Aldo, hvala za vse informacije in še enkrat dobrodošli v mednarodno ligo. Iz Ptuja se bomo pa zelo hitro preselili v Slovensko Bistrico 29. maja. Z nami je pa Boštjan Friedrich, že dolgoletni organizator v bistvu alfa in omega mitinga v Bistrici. Zdaj ste nas že razvabili tem tradicionalno dobro organiziranim mitingom. Veliko naših dobrih atletov prav sezono začne v Slovenski Bistrici. Kaj pa nam pripravljate za letos? Hvala lepa, lepo zdrav tudi z moje strani. Veseli smo, da nadaljujemo s tradicijo. Letos je že 21. mednarodni atletski miting v Slovenski Bistrici, ki bo tudi malo poseben, namreč prvič bomo organizirali memorialno disciplino v suvanje krogle. Kot vsi veste, lansko leto nas zapustil naš dolgoletni član, tudi član upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, odličen vrhunski trener, tudi sam odličen tekmovalec, gospod Marjan Štimec, in njemu bomo posvetili letošnjo suvanje krogle. Dejansko disciplina, ki je v minulih letih bila vrhunec mitinga z vsemi zvenečimi imeni. Seveda želja tudi, da letos nadaljujemo s to tradicijo, nekaj vrhunskih tekmovalcev je že potrebilo svoj prihod. Tako da smo pač veseli, da bomo ponovno gostili eno vrhunsko tekmovanje v tej disciplini. In pa seveda Marjanu vsa čast, oziroma to je naša mala zahvala za vso njegovo minulo delo, energijo, ki jo je vložil v razvoj kluba, in je to samo ena mala zahvala z naše strani, ki jo bomo nadaljevali v bodočih letih. Seveda, tradicionalno že bo potekal tudi memorialno disciplina v metu kladiva, ki je posvečena gospodu Milanu Stepišniku. Dobili se tudi ene posebne brošure, katere je pripravila njegova družina. Dejansko gre za tudi veliko tradicijo in smo veseli, da bomo lahko gostili kar nekaj tudi dobrih, vse naše najboljše tekmovalce in pa tudi kar nekaj tujcev je že najavil svoj prihod, tako da se lahko obetamo tudi v metu kladiva eno lepo disciplino. Kar se tiče ostalih disciplin, bi rekel, da pričakujemo odlično udeležbo v moškem skoku v daljino, potem šprinterske discipline, ne smem pozabiti med diska za moške, kjer bo nastopil tudi naš državni rekorder in pa tudi rekorder mitinga Kristjan Čeh, ki je danes z nami. Potem lahko rečem, da pričakujemo večino najboljših slovenskih atletov. Tudi Luka Janežič je že napovedal svoj nastop v teku na 300 metrov. Za Maja še ne vem, lahko sama poveš, ja, ne. Potem Neja Filipič v troskoku, skratka, bo ena lepa tekma za slovenske atlete in pa tudi tujce. Tako je Aldo prej rekel, vseeno ne bi šel neko specifiko, kar se imen tiče, ampak ker prijave prihajajo in v začetku naslednjega tedna bodo ta imena že bolj znane, kot ste tudi novinarji vajeni, boste prejeli eno posebno napoved pred mitingom z vsemi imeni, z venečimi imeni. Seveda veselimo se tudi tega, da bodo na tekmovanju prisotni gledalci, seveda v nekih mejah, ki pač trenutne razmere jih pogojujejo, vendar vseeno smo veseli, ker ti to daje še neko dodatno energijo v mitingu. In zdaj mogoče, če še se dotaknem, tako se že lani povedal, tradicionalnega golaža, žal tudi letos je pod velikim vprašanjem, ker namreč, veste, na prireditev zaenkrat niso dovoljene pogostitve, tako da tu verjetno ta tradicija letos
po tekmovanju in tudi novinar se bi povabil lepo, da pridete na tekmovanje tudi predstavnike Atletske zveze in da bomo skupaj lahko pozdravili eno lepo tekmovanje v slovenski bici. Tako da ljudno vabi. Hvala lepa. Boštjan, najlepša hvala. Mesec juni pa popolno zaseden, 9. maj pa je rezerviran za tradicionalni atletski meeting v Mariboru, organizacija Atletskega kluba Poljane. Danes je z nami Sebastijan Jevarinec, bivši vrhunski atlet, zdaj že trener v klubu in pomaga pri organizaciji. Eno vprašanje, atleti. Maribor je zelo priljubljena atletska destinacija in atleti se vedno radi vračajo v Maribor. Nasploh v šprinterjih, ki vemo, da so vedno dobri rezultati v šprintih, v skokih. Kakšna je situacija letos? Kaj nam pripravljate za letos? Ali vi mogoče kaj konkretno lahko poveste glede imen? Lep pozdrav tudi z moje strani. Za začetek bi rad že vse povabil na naš dogodek, ki bo čez 20 dni, tako slovenske atlete in pa seveda tudi medije in pa ostale organizatorje. Veseli me, da smo danes zbrani v takšnem številu, da smo v zadnjih 2 letih zagnali ligo, ponovno zagnali ligo, da smo postavili temelje, postavili nek okvir in pa tudi standard, katerega verjamem, da gremo za njim, da se ga držimo, od nagradnega sklada do live streama, medijske pozornosti, torej pojavnost je bistveno večja, kar se našega atletskega dogajanja tiče v slovenskem prostoru in verjamem, da bomo to ohranjali in pa zaleti tudi, kar je najbolj pomembno, nadgrajevanje. Kar se zadeva našega mitinga, lahko s prve roke povem, da je nastop potrdil trenutno najboljši moški slovenski atlet Kristjan Čeh. V stiku smo tudi z tujimi medalci bliska, z Čehi, Mađari, Hrvati, Črnogorci, ki prav tako mečejo debelo čez 60 metrov in verjamem, da bo ob Kristjanu na štartni listi tudi vsaj en ali pa 2 dobra tuja atleta. Kar se zadeva ostalih disciplin, seveda se mednarodni koledarji polnijo, slovenski atleti nekateri iščejo tudi priložnosti v boljši, močnejši mednarodni konkurenci. Verjamem pa, da bomo tudi mi v ostalih disciplinah zagotovili čim več kakovostnih in pa odličnih atletov. Kot je bilo izpostavljeno na začetku, Maribor vselej ponuja odlične pogoje in za šprint, in za skoke, na koncu smo videli tudi zamete. Tudi Kristjan sam je povedal, krog je dober, veter je pravi, če si tudi ti dober, se lepo poveže. Izpostavil bi tudi memorialno disciplino, že 8. v spominu našega pokojnega predsednika Iztoka Ciglariča. Nagrade v tej disciplini so se za otenek dvignile, posebna nagrada pa čaka tudi nekoga oziroma tistega tekača, ki bo razdaljo pretekel v rekordu memorialne discipline. Gledalci ja ali ne, upam, verjamem, da bodo, v kakšni meri pa obliki pa bomo videli, ko nam bodo povedali tisti, ki so za to pristojni, odgovorni. In to bi bilo glede našega mitinga zaenkrat vse. Najlepša hvala. Želimo vam seveda še kakšen državni rekord tudi na letošnjem mitingu. 14. julija pa nas čaka miting v Novem mestu, ki bo za naše vrhunske atlete mogoče dejansko zadnji test pred olimpijskimi igrami. Kakšni so, kje ste zdaj pri organizaciji in zdaj je že daleč v bistvu julij, ampak verjetno se že nekaj govori tudi o vašem mitingu. Ja, torej lep pozdrav. Torej seveda smo začeli z organizacijo, nič smo še tako daleč kot moji predhodniki, ne? In zagotovo si želimo, da, ko smo se že v preteklih letih, da bi se ta atletska sezona podaljšala tudi tja v julij in na ta način bomo letos omogočili vsem tem, ki bodo šli na Olimpijado in seveda tudi ostalim, predvsem tem, ki neko kontrolno tekmo, kot se menila, ne? Neki test, ki bo tam ceka 14 dni za Olimpijado. In seveda tudi ostalim slovenskim atletom in atletinjam, da bodo imeli še en prav vrhunski dogodek, ne? Ker se veliko zgodi, da ko ne dosežejo norm in podobno zdaj opet malce obupajo in da hitro sklenejo letno sezono za moje pojme, ne? Ampak letos smo, ne da bi se kaj posebej zmenili, ne?
naše discipline bodo tradicionalno močne v metih, tako da jaz upam, da bo tudi Kristjan prišel na ta test, ne, vlogim, da bomo zagotovili mu dostojnega nasprotnika, razen če bodo meti že proti 70, pa tega največ ne moramo vlogiti, ne, ker tisto, ko bo 70 metrov metov, bo največ drag za nas miting. Kakor tudi seveda vse ostale discipline, ki so na sporedu, tako skoki, šprinti so zanimivi, pa nas predvsem tudi palica, kot vemo, ki se odvija pred očmi gledalcev. Upam, da bo teh gledalcev nekaj, kakršnekoli že bodo pogoji možni, da se bodo pač tam pojavili. Memorialna disciplina je pri nas 9. Ne, v Kopiju, z profesorjem Špilarjem, ki je bil dolgoletni atlet, trener, pedagoški delavec, funkcionar, predsednik kluba in še kaj verjetno. Nekaj disciplin bo tudi namenjeno mladim, da se bodo predstavili, torej našim kot cele Slovenije, U16, verjetno metodologije, ki je podobnega. Tako da, če se vsi ti zberejo, kar sem zdaj povedal, verjamem, da bo tak miting lep. Tudi za Novo mesto mogoče v tem poletnem delu in tak poletni dogodek, ki vsekakor manjka takrat v juliju. Tako da verjamem, da bo to najmanj v teh veliko, kar običajno je. Pričakujem prihod tudi sosednje Hrvaške, ki je običajno dosti močan. Je pa naša želja že par let, da se ta miting digne še na višji nivo, kar računam, da če ne leto se bo v naslednjem letu zgodilo, imamo novo upravo, marketinški odbor se je ničkano jačal, tako da jaz računam, da ker to ne bo letos, bo pa naslednjem letu zagotovo še en korak dlje. Hvala. Ne dvomimo, da nas tako kot vsako leto pa čaka Novo mesto pestro dogajanje. Mogoče ne bo gulaša res, ampak res bo zelo pestro. Seveda, novinarji so vedno tam prisotni, v slabem še v tej priliki in seveda tudi vse ostale atletske delavce. Hvala. Hvala. Še en debitant v naši ligi. Ponovno smo v Mariboru 5. septembra. Organizator tekmovanja je Atletsko društvo Štajerska. Vi že veliko delate na promociji, obljubljate en atletski spektakel, a lahko iz prve roke izvemo kaj več? Najprej lep pozdrav vsem. Kot smo že rekli, obljubljamo spektakl oziroma celodnevni atletski dogodek, ki bi se naj začel dopoldne z mlajšimi kategorijami, U14, U16 in v popoldanskem času pa en močen članski miting. Na promociji delamo, bo rekel, pospešeno, pravkar se izdaja ta promocijski video. Imamo tudi 2 ambasadora mitinga, to sta bivša atletina, naša članica Sabina Vajt in Rok Možič kot predstavnik najboljših mariborskih športnikov bo kot ambasador mitinga pri nas. Kot posebnost mogoče bi še rekel, da nam je že uspelo naš prvi miting uvrstiti v koledar mednarodne oziroma Evropske atletske zveze. Smo v uradnem koledarju in tudi v uradnem koledarju sosednjih atletskih zvez, potrjeno imamo v avstrijskem koledarju. Kar se nagradnega sklada tiče, bom rekel, imamo zagotovljena sredstva, da je nagradni sklad, ki je zagotovljen strani Atletske zveze, bo vsaj podvojen za vse discipline. Imamo 800 metrov je mednarodna disciplina, kateri je še malo večji nagradni sklad v moški in ženski konkurenci. Prav tako je naš generalni sponzor zagotovil praktične nagrade za mlajše kategorije, za vsak plus U16 bo verjetno tudi malo povečan nagradni sklad. Zagotovljen imamo določen budžet za mednarodne atlete. Poslali smo naš razpis oziroma našo videnje tega mitinga tudi po vseh evropskih atletskih zvezah. Kot sem že rekel, nekaj odziva je bilo. Tako da v naslednjih dneh pričakujemo prvi promocijski video, ki ga bomo objavili na naših družbenih omrežjih in na spletni strani mitinga. Tako da, želja pač naša je v Mariboru organizirati en atletski dan, ki pač povezuje tudi z ostalimi športi, da pridejo še ti znani Mariborčani oziroma znani športniki iz Maribora.
Edina moja želja je pač, da naši slovenski atleti ne bi prehitro končali sezone, da naj pauza traja do 3. septembra in se 5. vidimo. To bi bilo. Glede na to, kaj ste nam vse obljubili, kaj načrtujete, jaz sem prepričana, da bodo tudi vrhunski atleti še takrat še v pogonu in da bodo z veseljem pa še tekmovati v Mariboru. Upam tudi. 17. septembra je finale oziroma konec Mednarodne atletske lige in v nekoliko drugačnem terminu bo tudi miting v Ljubljani organizacije Atletskega društva Mas Ljubljana. Z nami je Albert Šoba, ki je tudi tukaj malo v vlogi predsednika stroke, tako da lahko nam malo več kot organizator mitinga pove o samem tekmovanju v Ljubljani. Predvidevam, da še niste začeli resno z organizacijo, pa tudi malo videnje vas kot predsednika stroke na celo mednarodno atletsko ligo. Še enkrat lep pozdrav. Moram reči, da zdaj moja glava je usmerjena v ta vikend in nikakor ne v kakšen memorialni, ki je čez nekaj mesecev, o tem sploh še ne razmišljam, tudi še nobenih aktivnosti nismo začeli, tako da ne moram povedati popolnoma nič o kakšnih atletih, ki bodo nastopali, glede na to, da je to zadnji miting in verjetno ta najboljši bojo že naveličani, če bojo nagrade, rečemo, razdaljene, nimam najboljšega občutka, da bo to zelo obiskan miting z strani vrhunskih atletov, ampak glede na to, da je res velik tekem, nisem nekako najdel drugega termina primernejšega kot to in sem pač vzel tega, ki je nekako postal na voljo. Hvala Bogu, da so Mariborčani tudi vzeli septembrski termin, tako da bosta vsaj 2 mitinga in da bo mogoče malo več interesa, da bojo atleti nadaljevali sezono še v jesenski del, oziroma da pozno poletni. Moram reči, da glede na to, da imajo vsi velike energije, jaz še imam vse manj, namreč na takem stadionu, kot je v Ljubljani, je sramota sploh tak miting prirejati. Oziroma, prirejati miting, kot smo ga imeli recimo do 2013. Takrat smo se res trudili in smo zagotavljali zelo močno zasedbo, ampak glede na to, da na mesto Ljubljana samo obljublja, pa od obljub ne moramo narediti novega štadiona, smo se nehali truditi, čisto tudi povem, da jaz ohranjam ta miting samo zato, da bo Ljubljana imela en miting na relativno visokem nivoju, vsaj bom rekel regijsko visokem, prihajajo pač atleti iz teh okoliških držav. Ne moramo pa se truditi za kaj več, ker preprosto vrhunske atlete pripeljati na tak štadion se mi zdi sramotno. Tako moram tudi povedati, da jaz upam, da bodo te obljube, ki so zdaj dane, tudi letos so bile dane, da se drugo leto začne, ampak to smo slišali že 20krat, tako da dokler ne bodo začeli podirati, jaz ne bom verjel, da bo ta ljubljanski štadion obnovljen. Tudi povem, bi rajš videl, da ga obnovijo, kot pa da nam obljubljajo nebesa, živimo pa v peklu. O tem mitingu ne bi kaj dosti govoril, imamo tradicionalen program, usmerjen bolj v ovire, šprinte, tam, kjer smo pač v našem klubu najboljši. Kaj dosti drugega niti ne moram povedati. Vesel pa sem, da se ta zadeva širi, čeprav po drugi strani toliko mitingov zdaj že povzroča recimo probleme s termini. Kar v bistvu niti ni slabo, samo jasno je, da vsi mitingi ne bojo enako obiskani. Ne vem, kaj drugega pa nimam za povedati. Najlepša hvala. Jaz pa še vedno, verjetno vsi verjamemo, da bo tako kot je vedno kot miting v Ljubljani zaseden pa kvaliteten, ker da bom tako malo po domače reka, več verjamemo v tvoje organizacijske sposobnosti in da bo uspelo tudi miting v Ljubljani spela tako, kot je treba. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem, da bi pač novinarjem prepustila mogoče kakšno individualno vprašanje. Pa se opravičujem. Glavni akterji, v bistvu cele te lige, so danes tudi z nami. Kristjan Čeh, lahko nam kaj več poveš o tvojem uvodnem nastopu prav na mitingu v Ptuju, potem pa se nadaljuje tudi v mednarodni ligi.
tudi v tujini? Ja, sezono otvarjam poletno na Ptuju, 27. Kaj več, ne vem, kako trenirali smo dobro, načrti se nekako skrojujejo, pripravljen sem. Tako da več bomo videli 27. Potem naslednja tekma 29. v Bistrici. Potem je že juni, ko je 6. državno v Kranju in 9. Maribor. Potem pa trenira se začne malo tujine. V juliju diamantna in potem so že na koncu julija tudi olimpijske. Kako potekajo priprave? Nam lahko kaj več poveš? Ja, priprave poteka tako planirano. Počutim se dobro, trening je dobro, stavljam se zadovoljna na treningu, tehnika se izboljšuje, tudi pripravljenost, tako da kaj več pa videti na tekmah. Najlepša hvala, pa držimo vesti, da boš predvsem zdrav, potem rezultati bodo gotovo prišli. Hvala. Maja že veliko tekmuje, tudi na domačih tekmovanjih, tudi v tujini. Kakšni so tvoji načrti za letošnjo sezono? Upamo, da si zdrava in maksimalno pogon. Ja, hvala. Hvala vsem organizatorjem mitingov, da se trudite. Hvala tudi, da se trudite v bistvu, da nam boste pripravljali konkurenco iz mednarodnih vod. Mogoče tukaj v imenu vseh slovenskih najboljših atletov ne pozabiti tudi na nas, ko so te preveč trudili z štartninami in ostalo za tuje atlete. Tudi mi mislim, da si zaslužimo, če smo na njihovi ravni, da se na nas ne pozabi. Ja, jaz v bistvu načrtujem, da bom sezono začela v Sloveniji, verjetno na Ptuju in pa še v Bistrici. Najbolj bom malo razporedila 200-100 metrov. Nekako v bistvu načrtujem kar tam do sigurno državnega prvenstva, pa mogoče še malo kasneje, da bom tekmovala v Sloveniji, ker v bistvu sem se v dvoranski sezoni naučila, da potovanja v tem koronskem času niso najlažje in glede na to, da sploh v tem začetnem uvodnem delu sezone, no pa že imam normo, še ne načrtujem najboljše forme in v bistvu bom pač te tekme vzela bolj kot trening, malo da dobim pač nazaj ta tekmovalni občutek, pa v bistvu tam bolj konec junija, začetek julija, verjetno načrtujem tudi tako mednarodno tekmo. Se še v bistvu vse pogovarjam, ker bomo nekako sprotno pač usklajevali termine. Drugače trenirali smo dobro, nažalost smo sicer tule zdaj po pripravah, ko smo šli atleti spet brez fizioterapeuta, so se pojavile malo težave, tako da to zdaj še poskušamo sanirati. Mogoče zdaj zadnjih 14 dni nisem jih najbolj optimalno trenirala, ampak se situacija izboljšuje, tako da načrtujem pač, da bom začela tekmovati po načrtu. Ampak kot sem že rekla, no pač te prve tekme bojo predvsem za trening, da pač prijem nazaj v tekmovalni ritem, ker normo že imam in v bistvu sistem vsaj na začetku ne rabim obremenjevati. Drugače pa gre vse po planu in verjamem, da bom prav čas v dobri formi. Prav napoveduješ ponovni boj za zmago v ligi? Ja, to pa sigurno. Mislim, jaz vedno na vsako tekmo, kjer tekmujem, pač dam vse od sebe, tako da upam, da bojo rezultati na nivoju in da se bom borila za tudi zmago na skupnem seštevku. Najlepša hvala obem. Želim vam predvsem zdravo sezono in uspešne nastope, ne samo na olimpijskih igrah, ampak na vseh tekmovanjih, v katerih boste nastopila. Zdaj smo pa res končali. Hvala vsem. Vprašanje o mene je najprej skupni seštevek, verjetno samo Slovenci štejejo tako, kot je bilo do zdaj. Ja. Drugo vprašanje pa Kristjana, tvoje rezultate še vedno drugi najboljši na svetu. Kaj to pomeni, kje si zdaj od tiste februarske tekme? Kje se da na drugem mesecu to meseca? Ne, po formiku, ker zdaj te nismo videli tekmovati, odgovor si dal sicer dober. Ja, kaj rečem, od teh se nekaj spremenilo, pripravljamo vse naprej, tako je bilo načrtovano in seveda, ja, začetek sezone za 27 na Ptuju bomo videli, kje smo. Upam se najboljše potruditi, samo koliko sem sposoben, tako kot na vsake tekme in bomo videli, kaj bo.
organizatorji mitingov v bistvu za vse. Me zanima, kako je s temi institucijami. Zdaj je več zanimanja, a je manj zanimanja, glede na to, da se bo odpirali pač tudi v drugih državah. Ne? Mitingi bojo pač imeli svoje, recimo, ne vem, Avstrijci pa tudi Hrvati. Koliko je zdaj? Ne? Lanskrat je bilo to, ko smo imeli mednarodno ligo malo drugače, ko smo imeli v bistvu samo mi pač v tej regiji. Koliko je interesa tujcev, koliko je zdaj socialnike padle, zdaj ne vem, Jamajčan, ki so včasih prišli v paketu. Kakšne se izkušnje naše? Zdaj, če se lahko jaz se dotaknem tega. Dejansko nas odziv preseneča. Tujci zdaj sploh v zadnjem tednu so prijave, ker začeli državati, tako da interes je velik. Zanima jih predvsem tudi, kakvi so ukrepi pri nas, ampak zdaj so se že nekaj tudi tega vsi navadili in tudi tekmovalci, trenerji, vsi vejo te protokole in tako da tudi vsi upajo priti v tujino. Tako da, spravim, sam sem tudi skoraj presenečen bil na odzivom in mislim, da bo cela sezona zelo zanimiva, da tudi ostali organizatorji se malo ne rabijo bati za mednarodno udeležbo, ker vemo, da letos je posebno leto olimpijsko leto, tekmo bo ogromno, interes je velik in lahko si predvsej obletamo v letošnjem ligi. Zdaj imamo še nekaj za direktorja ali predsednika. Glede na to, da že nekaj časa nimamo mitinga na visoki ravni, kako je zdaj s tem, govorim o mednarodni konkurenci, kot je klasik, recimo v Velenju, ki je bil. Ljubljana vem, da ga ne more organizirati, ampak kakšno drugo mesto bi ga pa lahko. Kako je zdaj s tem, se kaj trudimo, mislim, je kaj na tem, se dela? Se za mene, ne? Ja. Ja, absolutno se dela in tudi vprašanje, kar na mestu mogoče sem malo pozabil, z Velenjem smo na vezi in pa tudi za Celjem. Celje se upravičuje zdaj zaradi tega, ker ima v planu prenovo tartana in si Rozman seveda ni upal privoščiti tega, tako da nesporno je vidno, bom rekel, tudi vam novinarjem, da tekme rastejo, ne, in se približujemo zopet tudi največjemu mitingu, bom rekel, evropske ravni pri nas. Kar se pa tiče tudi Ljubljane, ne, sem pa jaz itak se popolnoma strinjam z Albertom, da od obljub se ne da živeti, ne, ampak jaz jim pa verjamem, zato ker pač ne samo z županom Zoranom Jankovičem, ampak tudi z celo strukturo, kar pospešeno delamo na pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki naj bi prišel letos in pa v tem mandatu bo zakopal tudi lopato. Sem pa prepričan, tako kot je Albert rekel, če treba je začeti podirati dobesedno, ne, oziroma renovirati, potem pa tudi štadion in pa celo dvorana, ne, bo. In v tem primeru se pa jaz sem zadal z njem vred, ne za šefom Ljubljane, ampak takrat bo pa seveda tudi Atletska zveza morala stopiti in pridobiti eno veliko tekmo nazaj v Ljubljano. Tako da tukaj so pravzaprav najboljši od najboljših, ne, manjkata Velenje pa Celje z tem razlogom, da pridobivamo, se pravi Velenje bo delal atletski pokal, ne, in se pripravljamo tudi na vrnitev mitinga, Celje pa drugo leto, ko prenovi z županom, se pravi z občino, svojo tartansko stezo. Tako da to so taki čisto objektivni razlogi, ki jih moramo razumeti. Jaz sem s tem tempom zadovoljen, zato ker v Atletski zvezi res veliko stvari delamo, ne delamo samo to in je bilo mogoče, zdaj me že tudi vi bolj spremljate, ne, pa mi na en način verjamete, ne, ker je bilo treba, bom rekel, meni so ključni bili veseli, zadovoljni in pa motivirani atleti. In tukaj jaz nisem odstopil in Maja zelo dobro ve, ne, da se, če se lahko se poskušamo z atleti dogovoriti, kot je treba. Potem drug nivo so trenerji. Tukaj jaz nisem popuščal. Trenerji ste alfa in omega, da poskušamo. Saj tudi oni so razumni, kaj se jim lahko omogoči, da in priprave in tako naprej. In tretji so pa zdaj pa naši člani, to pomeni
klubi in pa društva, no karkoli že organizacijsko to je, ne. In ta trikotnik z urejeno pisarno, ki je zdaj, ne, lahko, oziroma to je več trikotnik, je štirokotnik, lahko deluje, ne. In to so velike spremembe, ne. Jaz zdaj hodim od enega župana do drugega, to vam lahko povem, po celi Sloveniji me je dovolj, tako da jaz ko malo rajš na Facebooku objavljam, se eni že smejijo, ampak jaz se tega ne sramujem, predvsem zato, ker vem, da bom na dolgi rok, in to se že pozna, ne, s tem spodbujamo in nam verjamejo, da atletika raste. Ne. Tako je začel ne nazadnje nogomet dolgo let nazaj, ne, in tako naprej. In mi to zgodbo gradimo z vami vred in jaz sem prepričan, da bo Atletska zveza na ta način zrasla tudi z mitingi. Ne. Moramo pa imeti močno pisarno, kot so zdaj Nejc, Marija in tako naprej, ki razumejo, ki dvigujejo telefone, ki vam pomagajo, ne. Tega seveda ne more delati predsednik. Ne. Tako da v tem delu se, bom rekel, borimo, ravno pa za to denar, ne, ki ga pa jaz absolutno se borim pridobiti tako z FŠO-ja, z ministrstva, z Olimpijskega komiteja, z sponzorjev tudi raste. Edina, bom pa kar direkt povedal, kje pa mislim, da pa ni najboljši, pa v bistvu naša Evropska atletska zveza, ne. Ker če se druge zveze lahko tudi napajajo iz evropskih inštitucij, mi pravzaprav nekaj dobimo, ne pa tako zelo veliko, ne. In to ni kritika, je pa poziv, ne, da niso sami sebi namen, tudi te inštitucije, ne, ker če, ne vem, Evropska nogometna zveza seveda toliko financira naše, ne, potem je seveda lažje živeti, ne. Ampak mi te sreče nimamo, bo pa treba, tako kot mi rastemo, bomo morala tudi Evropska in pa Svetovna atletska zveza rasti. Sam še nekaj glede na to, da ste bil v Lendavi nedolgo nazaj, kdaj se bo tudi v Prekmurju začeli premikati, recimo, ki je Aldo stopil na Ptuju v pogon, je konj začel dirkati, malo bolj poskočno. Zdaj pa Primorska, Koper in Gorica sta malce... Pa nista, evo, zelo super, da ste me to vprašali, točno tako, v Lendavi in v Murski Soboti sem bil, ne. Oba župana razumete, nista si konkurenca, ne, je pa Lendava bistveno hitrejše rešljiva, ker ima že 400-metrski štadion, tam je, bom rekel, Madžarska blizu, ampak ne glede na to, ne, se zelo zavedajo, da lahko z razširitvijo 2 stez, ko imajo zdaj 4, naredijo veliko, ne, in v tej smeri poteka pogovor in mislim, da bo rešljiv v letu do 2, ne, v letošnjem letu dokup nekih stvari za atletiko, ki se hitro da rešiti z malimi investicijami, v naslednjem letu pa še obnova steze, da ne bo seveda zdaj trenirala samo pri šoli, ampak tudi na tem centralnem štadionu. Murska Sobota ima večji problem, ampak ga župan razume, ker je po mojem edini mestni stadion z 300-metrsko stezo, ne, ampak je pa župan močan, ne, in z razumevanjem do športa in tudi klubi tam rastejo, ne, tam zdaj mlado ekipo, sta 2 kluba in tako naprej, tako da mislim, da gre tudi v pravo smer. Kar se pa Primorske tiče, imam pa jaz pa res bistveno boljši občutek kot pa v prejšnjem mandatu. Primorsko in Gorico, zakaj? Prvič je Gorica bistveno bolj upeta tudi v naš upravni odbor, no, 2 celo iz goriškega dela, ne. Tukaj se, bom rekel, že bistveno bolj vključujejo, tako da naslednje leto so si že rezervirali miting v Gorici, ne. Letos še niso bili pripravljeni, tako da bomo tudi z Goričani to naredili. Medtem ko v Kopru sem pa že lahko razkrijem, ker ni skrivnost, sem pa tudi bil že pri županu in z lokalnimi oblastmi, z našim lokalnim klubom, kjer pa se pogovarjamo, da bi poleg tega, da popravijo trtan, ki je tam malo zvalobit, ne, ampak to sigurno bo, ne, to ni, bomo še uspeli, za županom smo dogovorili, da bi se metalski del, ne, se pravi metališče, selilo na nekaj 100 metrov stran, tam je neko področje, ki je prosto, ne, in so ga ponudili, kar pomeni, da tudi ko prvi v teh zimskih mesecih, ne, ponujajo lahko našim atletom in atletinjam en vrhunski približališče, ne, v
času, ko korona se kar ne bo končala, pa ne samo korona kot taka, ne, drugače živimo, ne, in mi bomo zdaj živeli, bom rekel, več v avtih, ne, in manj na letalih, kot je Maja lepo rekla, ne, kar pomeni, da mi moramo ceniti te naše slovenske klube, ne, pa lokalne, ne, in ta regijski vzpon, ne, ga zelo podpiram in tudi Primorsko si želim vrniti na, bom rekel, na ta zemljevid, ne. Tako da s tem predsednikom, gospodom Frankovičem, sva bila pri županu in je župan absolutno obljubil pomoč v njegovem mandatu. Zdaj pa jaz verjamem, da bo to obljubo držal in se začne graditi metališče na področju, kjer je pravzaprav že občinsko, kar pomeni, da ne rabijo odkupovati zemljišča, ne. To pa pomeni, da morajo v 2021 leto zdaj pa proračun, drugo leto pa narediti. In to ni toliko težko. Tako da na vseh, bom rekel, kar na vseh področjih Slovenije se je zanimanje zelo začelo in tudi cela ta energija v Atletski zvezi, ki po mojem je bolj pozitivna kot kadarkoli, se prenaša na župane in pa na to, vsi župani imajo seveda osebe, ki se ukvarjajo s športom in so atletiko sprejeli kot eno novodoben šport, ki ni star, ne. Se pravi, ima vrednote, ki so ponovno, bom rekel, pomembne, ki bogatijo naš šport in jaz podporo čutim. No. Še jaz eno vprašanje za obega športnika. Olimpijske igre so sicer res pred pragom, vsi jih pričakujemo, vendar na Japonskem se zelo krepi eno gibanje, predvsem zdravstvene, da olimpijske igre predstavljajo oziroma jih v bistvu odpovedo. A imate slučajno plan B, če se bi to zgodilo? Mislim, da plan B za to ni zamet. Ker pač mislim, da je to zdaj že plan B v resnici, ker se že predstavljajo planja. Ne vem, jaz osebno pač o tem, da bi se olimpijske igre odpovedle, niti ne razmišljam, nekako ne vem, iz pristojnih inštitucij se mi zdi, da smo dobili odgovore, da olimpijske igre pač bojo in s tem v misli v bistvu se jaz tudi pripravljam. Jaz tudi verjamem, da olimpijske igre bojo, da olimpijske sigurno ne bojo. To tako res moja rekla, plana B, tako res ni. Če lahko še jaz kaj rečem, glede to, da sem v stiku z olimpijskimi komitejem, mislim tudi, kot sta rekla, da olimpijske igre bojo, da pa je res neko gibanje proti olimpijskim igram, kar se pa kaže mogoče malo drugače. Mogoče jo zdaj eni šokirani, če še ne vejo, mogoče pa že vejo. Zaradi tega, ker so ljudje toliko proti tem olimpijskim igram, ne bomo mogli imeti pred olimpijskega kempa na Japonskem, pač bomo šli direktno iz Slovenije na olimpijske igre. Ne? Pa po nastopu, 2 dni po nastopu nazaj. Tako je. Tako da to je ta odziv, ne, javnosti povzročil, da ker sama vlada Japonska, ki je za olimpijske igre, nima pri tem nič pri teh kempih. Ona ne more pomagati, niti ni proti ali takega, ampak preprosto tem vlade, ki so, ne vem kako imajo oni to državo narejeno, ampak oni odločajo in so definitivno proti tem kempom. Tukaj sem slišal, tudi Američani so zdaj, ali so odpovedali, ali so sam predstavili. Naši so se trudili skozi, odkar sem jaz tukaj zdaj 6 roke, sem z njimi v navezi, pa tudi dal sem jim precej predlogov, kje ne bi te kempi bili, nikjer niso prišli skozi. In zdaj, par dni nazaj so probali, tam kjer so Amerikanci odpovedali, da bi kje prišli, pa tudi ni ratali. Preprosto niso za. Japonci niso za. Američani so razmišljali, da imeli celo v vojaških bazah. Ja, pač njihove. To je zdaj ta realnost. Olimpijske igre pa mislim, da bojo. Ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da olimpijskih iger ne bi bilo. To tem ni za razmišljati. Jaz sem govoril s kolegom na Kyoto News, pa je bil tudi predstavitelj še olimpijske reprezentance. On je rekel, da je največji problem je tako nizka precepljenost, da sem povedal ta podatek, bo šokiral vas. Od 1 do 4% ljudi
je v eni najbogatejših držav koga cepljenja, ker nimajo pač proizvajalce cepiva. Vam pa lahko povem, da se v bistvu vsi skupaj spopadamo malo z razlikami v kulturah. A veste, mi se rokujemo, mi se objemamo. Tam že dolgo časa nazaj tega niso počeli in pri nas se moraš pocepiti, pa delaš vse, pa greš v gostilno. Tam je pa drugače in ta bitka kultur po celem svetu bo spremenila svet. Sestanki so zdaj zoomamo, veste, jaz zjutraj imam sestanek za eno firmo zvečer in v bistvu nam zmanjkuje privatnega časa, ker gre vse popolnoma drugačne. Jaz ne trdim, da gremo na boljš, ker to ni nek napredek, se pa spreminjamo in to je, bom rekel, tudi ta olimpijada je temu. Ni nič nenavadnega, da pridemo, oddelamo in gremo. Mi smo pa navajeni tega to delati drugače ali pa iti en krog še pogledati, ne vem. Oni se nas verjetno bojijo, ne nas, ampak virusa in tako naprej, ker imamo res drugačne navade. Ampak to ni nobeno upravičilo. Jaz predvsem mislim, da moramo vse narediti, da se bojo naše punce in fantje maksimalno dobro počutili tam in ves denar v to nameniti, priti tja nazaj in oddelati in se marščemu, bom rekel, odreči, tudi funkcionarji ne rabijo biti tam. Nič ne bo narobe, če nas ne bo tam. Oni se morajo dobro počutiti, mi bomo pa že šli na Japonsko, ko bo čas. Maja, ta podatek, da ne bo pripravil aklimatizacijo in podobno, koliko, ker imaš izkušnje dolge, ti to lahko pa nagaja? Definitivno je to vse skupaj malo na meji. Na Japonskem mislim, da je 6 ur, 7 časovne razlike, teda ta 7 dni prej je res nek minimum. Moja tekma, jaz imam celo 2 teka v enem dnevu, mislim, da ta prvi je pač po slovenskem času itak sred noči, tako da pač prilagoditev bo kar velika. Bi si želela, da bi lahko šli tja prej, že zaradi tega v bistvu. In pa samo ozračje, ki bo najbolj precej podobno tistemu v Dohi, pa se ga je tudi pač kar treba navaditi. Bomo naredili pač najboljš, kar se bo iz tega dalo, če pač ni druge priložnosti, nam kaj druga ne preostane. Ampak bi pa bilo za vse skupaj boljš in bolj udobno, če bi lahko šli prej. Ti si imela podobno izkušnjo, ko si študirala v Ameriki, ko si se vračala v Slovenijo? Sicer nisi tako mala takoj, ampak verjetno lahko iz tega nekaj sveta še. Ja, ker sem šla v Ameriko, nikoli ni bilo problema, za nazaj priti pa je pa kar bilo, ene par dni, ampak verjetno bo tam tudi malo adrenalin naredil svojo, in pa pač bo tekma in se bomo malo drugače vsega lotili. Upam, da ne bo preveč vplivalo na rezultate. Kristjan, hočeš ti? Po tem podatku, da bo mogo direktno tekmovanje. Ne vem, taka velika razlika še nisem doživel. Zaenkrat jaz mislim, to manj bledni, samo po mojem bo tudi druga realnost kot ta. Kaj pa ste kaj pripravljali, mogoče se v to smer? Vse bo za vse isto. Vsak se bo mogel spopasti z nečim, kaj mu ne odgovarja, če se mene vpraša. Sploh, če bo tako strogo rekli, toliko prej lahko prideš, pa takrat moraš oditi. Jaz mislim, iz mojih izkušenj še iz profesionalnih časov, če res želiš iti v ekstreme, se lahko ti na časovno razliko doma prilagajaš, pa začnu se konfliktirati. Jaz to tako vsake mislim. Za moje pojme se to mora vsak samo odločiti, zaprobati je, nišče ne bo mogel reči, je delovalo, ni delovalo, to lahko potem zaključke potegneš, ampak manj, ko razmišljaš, pa se spopadeš s tistim, kar imaš tisti dan pred sabo, boljše je, ker preveč pripravlja tudi ni dobro. Bo pa tu malo večja prednost domačega terena, smo tekvecam. Ja, pa na srečo Japoncev v ritmu atletiki na topni. Še to bo težava, ker bo vsak moral sam potvati, tako rekoč. Pravice za vse nikoli ne bo. To je. Pozitivni razmišljanje narediš. Za Japonce? Tako je Maja dobro rekla, da pač ni, da je to že plan B in da to. Še en problem bo recimo za tiste, ki bojo na začetku prišli, atletske površine se odprejo, mislim, da 25. Tisti, ki bojo recimo prišli 7 dni prej, 2 dni ne bojo mogli v bistvu trenirati,
atletskega početi, razen čakati v sobi. Ja, ker tudi prepoved bo vožnje z javnimi transporti, neki čipi ali neki boš imel, da bo to kontrola resno. Čudne igre bojo to. Ja, ampak vsi bojo na istom, ne, tako da končni stanci. Se komplicira bolj šir. Če pač čistek za primerjavo, recimo se mogoče malo pozabljamo, ampak tudi v Riju v bistvu ni bilo kaj dosti drugače. Tudi tam, ko smo šli v ta pač kemp pripravljalni, v bistvu smo naleteli na čist drugačne vremenske pogoje, tako da tudi z tega vidika ni bilo idealno. Bili smo v bistvu v mestu, ki nam je bilo relativno nepoznano in tudi dosti nevarno, tako da kaj dosti daleč stran iz tistega hotela nismo šli. Isto v Olimpijski vasi, takrat je bila recimo zika in smo bili tudi vsi bolj kot najpar zaprti noter. Jaz osebno sem šla pač en dan po tekmovanju malo po Riju, to je bilo pa to, tako da. Jaz tukaj za nas tekmovalce, no, kot neki ful velike razlike šoka iz tega vidika ne vidim, bolj mogoče za cel pač spremljevalni program in pa pač to olimpijsko gibanje pa boja, kar velika škoda. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili zelo izčrpni, informacije vse smo dobili, atletom pa predvsem želim veliko sreče v sezoni in veliko zdravja predvsem. Vsem vam.